napraskajo tudi ljudi. Ne? Ja, bravo. Ljudi, bravo. to je treba povedati. Ne? Ja. Kako gledaš ti na te stvari? Najprej Američani, ki so imeli stavko igralci in je umetna inteligenca bila velik faktor za stavko in so to nekako rešili. Zdaj so pa tudi Nemci sprejeli en pravilnik o tem. In sicer je pa to del sporazuma med producenti in med združenji producentov in združenje igralcev. In je super, naprimer primer, igralca ti ne moš umetnega igralca uporabiti z značilnostmi nekega živega. Zdaj pa naprimer, da je film že skoraj narejen, pa ta igralec si zlomi nogo ali pa umre, ali pa ne more, ne vem kaj, in ne moš filma dokončati. In v tem primeru pa je v tem pravilniku rečeno, to pa moraš dovoliti, da bomo mi rešili to investicijo, bomo mi tebe umetnega uporabili, in tako imamo vse glas, barva glasu, mimiko, vse imamo, in za teh 5 prizorov, ki jih pa tebe ni, ker si imaš zlomljeno nogo, bomo to. Ne? Je pa mene pretresel, ko sem bral v ameriškem, je pa en člen, ki me je pa čist pretresel, ki pravi, producent se zavezuje, da bo predno se odloči, če bo uporabil konkretnega živega igralca ali pa totalno umetnega, da pa se bo prej posvetoval z združenjem igralcev. A bo pol vendarle upošteval, mogoče bo pa vzel živega, ne, pa bo pol rekel, združenje igralcev bo rekli, ja, veste kaj, da imamo mi 2 brezposelna, dajte jih vzeti rajš, ne, pa bomo malo nižjo tarifo. Ne vem, no, pretiravam. Ja, ampak ja. Nora določba, ne.